Dejan Fabčič, B finale, ampak dolgo se nismo videli, tudi vas nekako dolgo nismo videli. V čovnu malce smo še sploh nismo vedeli, ali boste nastopili na svetovnem prvenstvu. Nekaj težav, oziroma kar nekaj težav ste imeli med to sezono. Ja, res, tudi sam nisem vedel, ali bom prišel na to svetovno prvenstvo ali ne. Rekel sem si, da če bom vsaj malo uspel kvalitetno trenirati, potem bom šel poskusiti, sicer pa ne. Mi je bila pa velika želja, da bi ohranil nekako stik z tekmovalci, z tekmovalnim sistemom. Ja, kot ste že omenili, poleti oziroma spomladi se mi je ponovno obnovila poškodba hrbtne mišice in zato sem si letos vzel malo več časa, da to saniram, tako da sem res v polnem treningu šele zdaj zadnjih 2 meseca. Ampak ja, se mi je kar poznalo, predvsem v polfinalu, ki je bilo zelo skupaj, samo 1 uro vmes pred tekmovanjem mi je primanjkovalo moči, pa tudi kondicije, tako da sem slabše vozil. Glih takrat, ko bi mogel še malo dodati. Ste pogrešali tekme, se srčni utrip dvigne na štartu še vedno? Ja, to pa ja. Še zmeraj sem v tistem tekmovalnem vzdušju, mi je všeč, adrenalin dela pri tekmo, tako da sem pogrešal in mi je zelo lepo spet tekmovati. Sicer pa zadovoljni z današnjima nastopoma? Ja, s prvim sem zelo zadovoljen, z drugim malo manj, ampak kot sem rekel, moram biti zadovoljen, glede na to, da je to trenutno moj maksimum. Ampak vidim, da z enim dobrim delom preko celotne sezone sem še kar blizu tudi najboljši. Dejan, zdaj smo nekako leto dni minilo od paraolimpijskih iger v Rio de Janeiro. Vsi športniki že pogledujejo naprej. Tudi vi imate 4-letni načrt v glavi, če ne na papirju? Prav 4-letnega niti ne, seveda je nekje v kotičku možganov tudi Tokio, seveda, ampak jaz sem bolj tak, da grem rajši korak za korakom, stopničko po stopničko in tako, dokler bom bil konkurenčen, bom tekmoval, potem, ko ne bom več konkurenčen, bom pa samo še veslal, najverjetneje na Soči.